Lepo pozdravljeni še v mojem imenu. Torej mladi v Slovenski demokratski stranki oziroma podmladku Slovenske demokratske mladini z zaskrbljenostjo spremljamo trenutne predloge zakonov in zakonodajne predloge strani naše vlade, levega trojčka, saj gredo vsi zakoni v smeri večje birokratizacije državnega aparata ter vedno bolj striktnega omejevanja vseh aktivnosti prebivalstva. Recimo, če se prvo dotaknem pokojninske reforme. Prvo smo govorili o zakonu o malem delu, danes govorimo o pokojninski reformi. Skratka, vedno se gre o nekih zakonih, ki predvsem škodujejo mlade. In pokojninska reforma je tudi bila potrjena brez soglasja socialnih partnerjev in mladih. Pokojninska reforma pa mora biti temelj medgeneracijske solidarnosti in mi opozarjamo, da te brez mladih zagotovo ni. Pokojninski zakon se nam zdi neprimeren iz več razlogov, predvsem pa zaradi tega, ker mladih ne spodbuja, da bi vstopili v redno delovno razmerje. Prav tako z samo pokojninsko reformo se še bo povečalo obdobje, kdaj bomo lahko mladi vstopili v neko redno delovno razmerje, se osamosvojili in začeli živeti svoje življenje. S tem se bo spet, recimo kot se pri malem delu, spet povečeval procent mama hotela in namesto, da bi mi pri 25 letih vstopili v redno delovno razmerje, bodo to delo opravili naši detki ali pa starši, ki bodo na svojih delovnih mestih že precej zgarani. In mladi opozarjamo, da je potrebno zagnati nov ciklus v gospodarstvu, predvsem med drugim začeti z izgradnjo 3. razvojne osi, 2. železniškega tira ter povečati gradnjo neprofitnih stanovanj. In z reformo bomo prihranili le 0,1% bruto domačega proizvoda, to prinese izračun 37 milijonov evrov. Do napovedanih 300 milijonov, katere vse skozi obljublja minister Svetlik, je še torej zelo daleč in spet se dokazuje, da zaposleni na Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve imajo zelo velike težave pri osnovah računanja, saj tudi malo delo bilo zelo slabo dodelano, tako tudi pokojninska reforma, ki v bistvu v to reformo vključuje in izračunava zgolj vse trajne zaposlitve oziroma polne upokojitve, torej ne upošteva predčasnih upokojitev, potem raznih drugih upokojitev zaradi zdravstvenih težav in podobno. Ker pa nismo mi a priori proti, ampak si želimo svojimi predlogi čim bolj biti konstruktivni in pomagati, mladi predlagamo posebni pokojninski račun. O tem je tudi že bilo veliko govora z naše strani, naših starejših strankarskih kolegov. V bistvu se gre v samem osebnem računu za en fiktivni račun, pri katerem bi pa vsak posameznik lahko bilo kateri dan v letu pogledal na račun, koliko vplačuje in kakšno penzijo oziroma pokojnino lahko pričakuje nekega dne, ko se bo upokojil. S tem bi zadeve postale tudi veliko bolj transparentne in tudi nas mlade bi spodbudile k temu, da bi vstopili v redno delovno razmerje in tudi mi prispevali svoj še kako pomemben delež v pokojninsko blagajno. Naslednji zakon, ki je spet omejevalen in v bistvu spet birokratizira naš državni aparat, ki je po mnenju mladih že tako ali tako preobširen, je zakon o omejevanju dela na črno oziroma medsosedske pomoči. V Slovenski demokratski mladini smo proti temu predlogu, saj menimo, da je medsosedska pomoč način življenja na podeželju in s tem zakonom bodo spet najbolj oškodovani revnejši, starejši posamezniki, ki se nekako trudijo iz dneva v dan. Vsi že vemo, kako slabo stanje je v slovenskem kmetijstvu in brez tega enostavno kmetijstvo v Sloveniji ne preživi. Zato lahko tudi pričakujemo seveda propadanje manjših, srednjih, tudi nekaterih velikih kmetov, ki s svojimi izdelki močno pripomorejo k stabilnosti oziroma se skušajo truditi za stabilnost slovenskega gospodarstva. In seveda, ta zakon spet ne postavlja inšpektorjev izven pisarn, to se nam zdi zelo problematično. In inšpektori imajo že veliko oziroma dovolj pristojnosti po trenutno veljavnem zakonu, je pa seveda največji problem učinkovitost, ki pa je zelo slaba.
pa da se še dotaknem zakona o arhivih. Cel svet odpira arhive, le pri nas, v naši državi, kjer se vedno ob kakih neuspelih akcijah vladnega levega trojčka poslužuje raznih PR-ovskih floskul in parol, ki delijo narod na pol. In mladi želimo izvedeti resnico. In prav je, da arhivi ostanejo še naprej odprti, ker takšno ureditev poznajo tudi vse države bivšega socialističnega bloka. In če recimo tudi omenim, pridobili smo ogromno podpor naših sovrstnikov, članov podmladkov iz Evropske ljudske stranke. Podpore iz dneva v dan dežujejo od Skandinavije pa do Cipra, Turčije in nas podpirajo pri boju za pravico. In če zaključim, če želimo mladi vedeti, kakšna prihodnost nas čaka, moramo vedeti, zakaj je takšna sedanjost. Če pa ne bomo vedeli, kakšna naša preteklost, pa ne moremo vedeti vzrokov za našo sedanjost. Iz dneva v dan sem veliko med mladimi sovrstniki, ki z zaskrbljenostjo spremljajo vse predlagane zakone in tudi sami iz dneva v dan v večji meri razmišljajo o tem, da bi se napotili na študij tudi življenje v katero drugo državo znotraj Evropske unije. In vkolikor bo vlada nadaljevala s takšnimi zakoni, se lahko samo vprašamo, kdaj bo sprožila dokončen beg možganov in bodo res tisti naši kadri, torej študentje, ter seveda vsi ostali, ki pripomorejo k našemu razvoju države, zapustili državo in šli s trebuhom za kruhom, ker namesto delovnih mest se vedno samo omejuje in birokratizira. Zato seveda tudi mladi, oziroma Slovenski demokratski mladini, pozivamo prav vse mlade po srcu, detke, pravabice, da se udeležijo prav vseh 3 referendumov in glasujejo 3-krat proti.